Pozdravljeni, sem Janez Grm, eden izmed letošnjih finalistov za festival Urška, eden izmed Boštjanov. S pisanjem se ukvarjam že približno do osnovnošolskih let. Bolj ali manj, zadnje leto vse bolj. Med drugim zdaj že drugo leto obiskujem delavnico kreativnega pisanja pri Andreju Blatniku, ki je trenutno moj mentor na tem področju. Drugače končujem študij primerjalne književnosti, se tudi honorarno s kakšnimi stvarmi ukvarjam. Recimo trenutno rišem en strip za podlistek za revijo za lahko branje 20 minut, Koroški mesečnik. Ne vem, če kakšna res zadeva, ki povezuje moje pisanje, razen tega to, da so zgodbe predvsem nerealistične, včasih zelo fantazijske, včasih čist nadrealistične, včasih pa bolj fantastične. Zdaj, kakšni sem napisal bene znanstveno fantastične, to bo to zanimivo. Ampak dostikrat se ukvarjam tudi z žanrom, z grozljivkami, z erotično zgodbo, z kriminalko, detektivko. Samo da pač nekako na svoj način naredim, ne? Ni čist konkretno, korektna žanrska fikcija. Poslušali boste odlomek iz moje zgodbe Mara snahe ni marala. Barbaro je zmrzilo po vsem životu. Odtlej je vsak dan iz cerkve nosila stekleničko blagoslovljene vode in kropila z njo po prostorih. In kar je Mara skuhala, je Barbara skrivaj izbljuvala. Marino obnašanje pa se ni dosti spremenilo. Še vedno je molčala, še vedno pridno pomagala. Se je pa začel od njene kočure širiti čuden vonj, nekako kisel in žarek. Sprva ga je Barbara pripisovala starkinim letom, ko pa jo je smrad neke noči vrgel iz spanja, je ostala iz Martinovega objema ter v sami beli srajci in bosih pet stopila iz hiše. Kočura je bila brez okna, zato je potihem odškrnila vrata. To, kar je videla tedaj, jo je prikovalo na mestu. Za mizo ob svetlobi lojenke je sedela starka in z razgaljenimi prstmi dojila pred njo klečečega, razpadajočega mrliča, nekoč Jurko imenovanega. A mrlič je deloval še kako živ. Z obema čeljustma je pulil za nagubano povešeno dojko, po rebrih in gnijočih okončinah pa se mu je podsejalo njeno krvavo mleko. Mara je kljub šibki svetlobi uzrla snaho in ji namenila nov zloben pogled v podzemlju spočet. Dejala je sinu: "Poglejo, moj zlati sin, poglej svojo morilko." Lobanja, tu in tam pokrita s krpo mesa, se je zazijala v Barbaro s svojimi votlimi očmi. Ona se je že obrnila, toda mrlič je bil hitrejši. Že je stal za njo s svojimi dolgimi koščenimi prsti preko njenega obraza. S peklensko močjo je zavihtel nosečnico na mizo, da so se ji zatresla vretenca v hrbtenici. Še vedno sedeča in razgaljena Mara je položila dlan na trebuh. Zrela je. Vzemi ga zdaj in zaživi znova.